A si osnovnošolec? Te mogoče zanima vpis na gimnazijo? Ne veš, kaj pričakovati na želeni šoli in kaj iskati na njej? Naj ti predstavimo, zakaj je klasična prava izbira. Kakšni sploh smo klasiki? Prva stvar je, da klasiki absolutno nismo športniki. Vedno pozabimo športno opremo ali zbolimo za športne dneve. Tudi v knjižnico še nismo prišli, se do nje vodi preveč stopnic. Ej, to pa že ni res. To, da klasiki nismo športniki, je eden izmed najpogostejših stereotipov, ki pa seveda ne drži. Večina pravi, da knjižnice še videli nismo, ampak jaz se ravno nahajam v njej. Na klasični gimnaziji imamo enako število ur športne vzgoje na teden, kakor na splošni gimnaziji. Imamo tudi organizirane pohode in medrazredne igre ter športne dneve. Imamo pa nekaj, kar nimata ne športna in ne splošna gimnazija, to pa so olimpijske igre med klasičnimi gimnazijami. No, torej, to je bila napaka. Se pa na učnem načrtu pojavi manj ur naravoslovnih predmetov, vse klasiki ne maramo naravoslovja in nismo naravoslovci. Raj se učimo kaj iz zgodovinskih učbenikov. Večina ljudi misli, da je na klasični gimnaziji manj naravoslovja, se pravi, da so kemija, biologija in fizika lažji predmeti. Ampak to ni res. Res je, da imamo te predmete samo 2 leti, ampak v tem času obdelamo enako količino snovi, kakor na primer na splošnem oddelku. Res je pa, da to snov obdelamo hitreje. Čeprav imamo obvezno naravoslovje samo 2 leti, pa si lahko naravoslovje izberemo tudi v 3. in 4. letniku. Biologija, kemija in fizika so nam ponujeni kot izbirni predmeti, za katere se vedno nekdo odloči. Ponavadi kar polovica dijakov. Ali potem znate manj na maturi, glede na to, da hitreje obdelate snov? Ne, znanje je enako. Do mature imamo čas, da vso to snov nadgradimo in s tem nismo pri ničemer prikrajšani. Imamo enake možnosti na maturi in se tam tudi vedno dobro odrežemo. Vsakakršno znanje, če ne pride prav pri študiju, pa pride prav v življenju. Tudi za tiste, ki se lažje učijo s praktičnim delom, imamo laboratorijske vaje, ki vedno popestrijo pouk in dajo teorijo v prakso. Se pravi, stereotip, da klasiki nismo naravoslovci, drži? Ne drži. Klasična gimnazija krepi našo družboslovno stran, hkrati pa ne zanemarja naše naravoslovne strani. Ker naravoslovje je kul. Se pravi, klasiki smo športniki in naravoslovci? Očitno. To pa sploh še ni vse, kar vam imamo zapovedati o klasični gimnaziji. Na klasičnem oddelku se učimo veliko tujih jezikov. Kakor na splošnem se učimo angleščino in izbiramo med francoščino ter nemščino. Vsekakor pa je pri nas obvezna tudi latinščina. S profesorico Meto Skubic se učimo spregatve, sklanjatve ter veliko novih besed. Pogosto pa prevajamo tudi antična dela. Na primer, Marcial je zapisal: Nubere Paula cupit nobis, ego ducere Paulam, nolo anus est. Velem si magis esset anus. Če si želite razumeti ta prav poseben humor, predlagam, da se vpišete na naš oddelek. Če pa vam 4 tuji jeziki niso dovolj, lahko v 3. letniku med izbirnimi predmeti izberete španščino. Španščina pa ni edini izbirni predmet, ki si ga lahko izberete v 3. letniku. Izberete si lahko tudi retoriko. Po definiciji je retorika spretnost oziroma veščina govorjenja in javnega nastopanja. Ravno to se učimo pri pouku retorike. Organiziramo okrogle mize, veliko debatiramo in pripravljamo predstavitve. Dobra stvar retorike pa je to, da poteka v okviru slovenščine, tako da se ocena vpiše tudi k slovenščini. Pri pouku retorike smo vam danes tudi predstavili ta prispevek. Če še niste opazili, smo zelo ustvarjalne dušice. To ne spoznamo pri likovni umetnosti, saj jo pri nas nadomesti umetnostna zgodovina, pri katero vsi spoznamo v razredu v 2. letniku, kar je zelo drugače kot na splošni gimnaziji. Nato si lahko izberemo tudi v 3. letniku kot enega izmed izbirnih predmetov. V 3. letniku imamo veliko manjšo skupinico in zaradi tega je pouk veliko bolj razgiban. Pogledamo si lahko več filmov, obiščemo muzej in veliko podobnih stvari. Naredimo tudi predstavitev umetnika in analiziramo različna znana umetniška dela.
Predmet je super za vse umetniške dušice in tiste, ki vas zanimajo slike, kipi in freske. Spoznali boste vse od začetka slikarstva preko Michelangela in do Picassa. Nekaj, kar pa na koncu res vsakega zainteresiranega dijaka prepriča v izbiro klasične gimnazije, pa je to naša slavna ekskurzija v Rim. Ekskurzija v Rim je vključena v obvezni program klasične gimnazije in se odvija na koncu prvega letnika, v primeru novega vala korone pa drugega letnika. Ekskurzija vključuje ogled Panteona, Koloseja, španskih stopnic in Forum Romanum. Če imate srečo, se vam lahko tudi zgodi, da obiščete vroče in prašne zgodovinske Pompeje. Dejansko vas izlet vodi po poteh pravih Rimljanov in njihovega vsakdana. Vendar pozor, za normalno funkcioniranje je obvezno, da pijete veliko vode in se izogibate restavracij in slaščičarn znotraj Vatikana. Poleg Rima imamo v klasiki tudi mnogo drugih dogodkov, kot naprimer celodneven obisk Emone in naše slavno srečanje klasičnih gimnazij, kot smo že omenili. Lani smo imeli to srečo, da smo se v Celju udeležili olimpijskih iger kot Špartanci, vendar niti približno ne tako krvoločni. Končali smo na 3. mestu od 5, kar je precej dobro, in izkusili smo tudi našo prvo rokoborbo. Moram pa še dodati, da poleg naših individualnih izletov sodelujemo v številnih športnih dnevih in dogodkih z preostalimi letniki gimnazije. To je odličen čas za spoznavanje tudi novih ljudi. Tako, dobili ste malo vpogleda v vzdušje šole in informacije, kaj ponujemo. Naj še opozorim, da klasična gimnazija ni lažja od splošne in tudi urnik ni krajši. Vsi obvezni maturitetni predmeti so na enakem nivoju. Res je, matematika je enako zahtevna. Klasiki pa tudi nikoli ne zamujamo in smo vedno točni. Tudi ti ne zamudi prijave vpisa in si zagotovi svoje mesto na le eni izmed 5 gimnazij v Sloveniji, ki ponuja klasični program. Mesta so omejena na en oddelek. Veni, vidi, vici, se vidimo!